Dovolite, začnemo v imenu Nogometne zveze Slovenije. Lepo pozdravljeni na našem sedežu na žrebanju tekmovalnih parov Pokala Slovenije, in sicer četrtfinala. Tekme drugega kroga oziroma osmine finala pokala so bile odigrane 9. septembra, 15. in 16. Čestitke 8 ekipam, ki so se uvrstile v četrtfinale. Žrebalni boben grejo po abecednem vrstnem redu, torej Celje, Domžale, Drava Ptuj, Luka Koper, Maribor, Olimpija, Velenjski Rudar in Zavrč. Prosim, če se postavijo mestki v same kroglice. Žrebali bomo 4 pare. Četrtfinalne tekme bodo odigrane 21.10. prve tekme in 28.10. povratne tekme, torej v četrtfinalu se v skladu s pravili zmagovalci drugega kroga pomerijo v 2 tekmah. Najprej žrebamo torej prvi par, sicer domačina prve tekme. To je Zavrč. Nasprotni Zavrč. Drava Ptuj. Torej prvi par Zavrč, Drava Ptuj. Nadaljujemo. Drugi par. Domačin prvi tekmi Domžale. Nasprotnik Domžal. Luka Koper. Torej Domžale, Luka Koper. Nadaljujemo. Tretji par. Rudar Velenje. Proti Maribor. Rudar Velenje Maribor. Še četrti par. Domačin na prvi tekmi. Olimpija. Biti Olimpija, Celje, še četrti par. Še povzamemo sam red, torej Zavrč, Drava Ptuj, Domžale, Luka Koper, Rudar Velenje Maribor in Olimpija Celje. Prve tekme v sredo 21.10., povratne 28.10.2015. Vsem hvala za udeležbo in seveda veliko sreče v nadaljnjih pokalnih tekmah. Hvala lepa. Znani so četrtfinalni pari Pokala Slovenije. Maribor je dobil Velenjski Rudar. Kakšni so vaši vtisi po žrebu? Glejte, ponavljal se bomo verjetno tako kot vsako leto. Pokal je svoje vrstno tekmovanje, torej tudi lahko bom presenečen. Žreb je torej nanesel tako, da gostujemo prvo kolo v Velenju. Dejstvo je, da je naš cilj v klubu jasen in naredili bomo tudi vse, da se torej uvrstimo v nadaljnji del tekmovanja. Recimo prva tekma, ste rekli, v Velenju, je to prednost za vas oziroma ni pomembno, kje se igra? Glede, to so bolj vprašanja za stroko. Dejansko jaz mislim, da je cilj jasen in temu cilju se bomo tudi podredili. Mislim pa, da je naša stroka še dovolj pripravljena na vse zadeve, tako da naš cilj je jasno napredovanje. Vedno poudarjate, da je vaš cilj lovorika. V zadnjih 2 sezonah vam pokalu ni uspelo do konca, bo letos drugače? Glede, mi smo predvsem športniki in športniki vedno želijo zmagati. Mi si želimo zmagati, želimo biti uspešni in če včasih ne uspe, torej ni nobena tragedija, jasno, da stremimo k temu cilju, osvajanje lovorik in ena med tem je tudi pokal in vse bomo naredili, da ga tudi letos osvojimo. Znane so pari, Domžale so dobile Koper, kako ste zadovoljni z žrebom?
Žreb kot žreb, vsak nasprotnik je zahteven, pokal je specifično tekmovanje, v katerem si vsak želi zmagati in vsak ima možnost zmagati, ne glede na formo na ostalih tekmah v sezoni. S Koprom imamo iz lanske sezone neporavnane račune, izločili so nas v polfinalu in jaz verjamem, da bomo letos mi uspešnejši. V prvenstvu ste krenili dobro, recimo kakšne pa so vaše pokalne načrti, kaj je želja Lovorika? V vsakem primeru vsako sezono štartaš z željo, da morda tudi osvojiš kakšno Lovoriko, zakaj pa ne. Ne tako dolgo nazaj nam je to tudi uspelo. Vsekakor je to možno. Najprej se bo treba seveda prebiti v polfinale pokala, pa potem nadaljevati, ampak čaka na 2 zahtevni tekmi in to je prva prioriteta, kar se tiče pokalnega tekmovanja. Še morda prvo tekmo igrate doma, je to dobro za vas? Mislim, mi smo malo specifična ekipa, mogoče je dobro za nas, da gostujemo drugo tekmo, ker lahko lovimo rezultat na gostovanjih, smo letos boljši. Jaz mislim, da to velikega pomena nima, no, prednost domačega igrišča na večini slovenskih stadionov ni tako izrazita, tako da mislim, da to ne bi smelo preveč vplivati na sam razplet tekme.